O, nekdo gospod fino, evo. Moram ga zadimo. Kaj imaš to vse? Kjere imaš? Kaj imaš to za urodja? Imam mašina, domači patent. Tu imaš kaj? Plin noter? Parafinsko olje. A? Na parafin dela. A parafin? Saj diši, mislim... Diši pa plin. Ja, ja. Kaj pa, kaj tak dim napraviš, kaj pa to? Parafinsko olje se opari. Potem... A to prežgeš? Ja, ja. A, in s tem pol... Še not je špirala, pa bringer, pa špirala se greje bringer in pol ta parafinsko olje opari. Pa nastane pol bel dim. Ki je neškodljiv, pa ne pušča nobenih madežev ali pa karkoli. To pa s temi injekcijami pa daješ not? Dolimam, ja. Bo še zdaj kaj dimo? Jo, ja. Še imam še. Pa nič stvari za to zadim. Ne še, treba počakati, da to razpojejo. A bodo tudi kakšni... Ja, učenci noter, ja. Učenci? Več ali samo 2, 3, 4? Po 5, 6. 5, 6. Ja. Ne pa še dobro, še drugo učence zadimiti. Kakšen dim si naredil. Ne bo več hudega. Tako me zdaj napražal, pa snimi, mogoče daj kot nečko odomčka bruh ne vrna, veš. Aha. Počali se greje, veš. Tudi nam šli okna posneva, veš. Ti še dela baterija? Že imamo vroče. A za pred, se pomerimo. V redu, v redu. Še ni se reda, da se malo oček se greje. Sicer se greje bo redo. Zdaj se bo že dimil, ali kva? Še malo. Ko špirala se greta. Se ga bo poneha, ko se zagreje. Mogoče bo že. To je gasilni aparat, tega. Evo. Ne, dober dim je tale. Kaj? To ne bolj živo, kot pa tiskaj za diskoteke, ne? Ja. Bolj gosti, ne? Ja, sam tam je drugačen dim, ne? Ja, sam ni neškodljiv, pa ne pušča madeža, pa nič. No, evo. 7. razred. 7. imate vi? Ja, učitelj Domenič, sanka še niso zakadili. Ja, fino. To, prosto volke. A nas vi snemate? Eno se napisati. To se zna tvoje. A to ne? Ja, to možno tako, če se vidi, ne možno. Če tako... Ogne ne kader deti. A? Ogne ne kader deti. Ne se prav. Ne špilicu. Se ne bilo da ne počakati, da se
Dobro ga zahajca še. Malo se vidi. Kaj tako dela? Super. Tam smo se odklenili. Ja. Se odklenili. Pol odklenjenih, pol pa na dve. Ja, smo, ja, tako. Dobro. A je v redu, v redu. Ne, ne bo se dosti. Dobro si ga zadimo, ega. Vem, Peita, ajde. ampak zdaj spuščeno čisto površino za ljesto. Nesrečenci so beleženi, da so v kuhinji in nekje še po hodniku. Tako da bomo poslali vse naprej za reševanje. Vi izvajate z avto lestvijo, napadom strehe, ki bo še reševanje. Napajanje imamo za napajanje boste dobili zagotovljeno, koliko površino se spravili. Tudi za dvojko.
za dvojko pa ti se napajate, res hidranka, v šubar po stroju. Iz hidranka se napajate, pa pustite to, da vplehni in da še stalo rezina nekaj. So šle iz šole. Kuharice so šle iz šole. Se rešle. To dva na jezik govori. Čak. Tla. Pa nič na suh greš, pa sam cevi noter. Ne, no, to ima ti želj. Ja, se pravi, sam cevi vzame, pa not prklop. Prva pomoč malce. Ja. Čakamo. Kaj se pa mi postavlja? Če zna gor prijeti bilo? Samo ima čokne. Ja pa ne. Kama? Znam se skidaj. Tukaj dol je ženski WC. Ne, ni. 4 prispevke sem dobil. A Jane se bo not. Maknemo se te. Kampami. Srce. Kurve. Edina sila. Tamle noter. Če zgorila, to gre noter. Mhm.
Enim bi vesel, da padla zdaj. Zdaj naj učenci vidijo, koliko se žrtvuješ. Kakšnega popravca manj, ne? Ej, zdaj naj učenci vidijo, koliko se žrtvuješ, da zadnja greš z ognja. Pa samo, če boste zapravo. Ja, bo, ne? Evo ga, še šprica.
Polona, a odmerkaš tam. Ok, a bo šel en... Mislim, da ne, ko spet ne bom čakala, da sem se pač vam. Kaj ti boš pomagal Goranca nahrani? Jabuke boli. To pa njuhamo, kaj pomaga, če ti jabuke. Evo. No? Kaj rabiš, da ti za rokci
Je čez vržen. Je malo prevelik objekt za dva, a ne? Ja. Čist promočen sem malo tako. Za mene s njim da li ga da. Pa na glave malo premaknem. Daj mi deko deko mi daj. Na, Dekle mi še samo kolen. na pa če nas Odprt dom. Štire Marije, to je eno. Zakon je skočil. A boš ti mi držal, piše rakete. Čitaš vse karte? Redu? Te boli? Okej. Okej, v redu. Imamo kje kakšen mikro? Ta noga v redu? Čutaš vse? V redu. Imamo kje kakšen mikrofon? Daj mi temle mikrofon. Nismo zaprli. Klara.
Ne smemo da zapiti, ker da vi... No, da bom bila. Tole, čiščista. Ne, tele od spodi bomo. Ja, pa ni vrede, direkt čez Golenico. Smemo čez Golenico. Ne, danes bomo ven potekli. Ne, le ga bomo privezi, se ga lahko tudi rutem, če imamo pisal. Rute, temo čas, mi pa so. Bilo na našem ruto. Še pokomo. Još moram še pokomo.
I konci. Evo, i konci. Je. Ja, saj nekdo, ne? Evo, tako. Evo. Hvala, evo. Lepo. Bo. Ko jih je, kao toče. Mirno! Pozdrav! Daniš, poveljnik Gasilske zveze Domžale. Vaja preserje 2014 na osnovno šolo preserje pri Radomljah je končana. Na vaji je sodelovalo 21 gasilskih vozil in 157 pripadnikov gasilskih enot. Prosim za oceno vaje. Hvala. Gasilci, mirno! Na mesto odmah! Vsem skupaj to prvi lep pozdrav v imenu Gasilske zveze Domžale. V prvi vrsti bi se rad zahvalil domačemu društvu za organizacijo omenjene vaje in pa seveda tudi vodstvo šole, da nam je vajo oziroma je omogočilo izvedbo vaje. Jaz mislim, da je bil namen vaje dosežen, da bomo izsledke, ki jih bo pokazala analiza vaje, uspeli pač uspešno implementirati v nadaljne naše delo. Zdaj sama zamisel, požar na šoli, izvedba evakuacije, v nadaljevanju reševanje in pa gašenje samega požara. Zdaj, jaz mislim še enkrat, da smo svoje delo korektno opravili. Če gremo mogoče čisto od začetka, kar se tiče pozivanja na intervencijo, prihod gasilskih enot, javljanje prihoda gasilskih enot ni nobenega problema. Opremljeni smo, jaz tudi mislim, da z osebno zaščitno opremo kar dobro. To osebno zaščitno opremo smo na vaji tudi uporabljali. Kar se tiče same zasnove, prej sem že omenil, v samem štartu evakuacije objekta. Kar se tiče evakuacije pa stvari, ki sem jih jaz mogoče videl, objekt je kar kompleksen. Zdaj iz samega evakuacijskega načrta je videti, da ima 4 zgornja evakuacijska mesta. Evakuacija je začela laufati takoj. Je pa tako, no. Se pravi, bistvo evakuacije je prvo, da je pač uspešno izvedena, da je čim več ljudi, učencev evakuiranih iz šole, pa to, da gasilci, se pravi vodja intervencije, ko prispe na kraj dogodka, dobi število o rešenih in pa pogrešanih osebah, da lahko začne pač samo reševanje. Treba mogoče, glede na to, da so 4 evakuacijska mesta, težko je v tistem prvem momentu priti do te informacije, ki je pa za naše delo bistveno. Konec koncev, naša prva naloga je reševanje ljudi, v nadaljni fazi pa sam gašenje požara. Zdaj, kar se nadaljnega gasilskega dela tiče, takoj, ko je bilo ugotovljeno, koliko je pogrešanih, seveda se je začela reševalna akcija, se pravi izvedba notranjih napadov z namenom preiskovanja prostora, reševanja ponesrečenih in pa gašenja samih lokacij požara. V tej vaji sta bila žarišča 2. Zdaj, kar se mogoče tiče dela
napadalnih enot oziroma že same organizacije napadov. Prva stvar, ki je zavarovanje objekta oziroma zavarovanje mesta intervencije tle okrog šole, je to dobro narejen, se pravi ograja in to ograjo je treba izkoristiti. Tle bi vodja intervencije mogoče v samem štartu vse nepoklicane, če temu tako lahko rečemo, na drugo stran ograje. Ker bistveno je tudi to, da med našim delom ne pride do dodatnih poškodb. Tako da mogoče bi bilo v resnični intervenciji to ograjo izkoristiti in pač ljudi oziroma gledalce spraviti na drugo stran ograje. Kar se tiče izvedba napadov in reševanja tle na južnem delu, v bistvu smo začeli takoj z izvedbo napadov, zdaj iz okna se videli, jaz sem se bolj pogovarjal, vse vaja bila zamišljena drugače, ampak ne glede na to, z okna so nas gledali otroci, se pravi, z okna so nas gledali učenci, mi smo šli pač izvajati napad. Tle bi v to prvi vrsti hitro postavili, imeli smo stikalne lojtre, imeli smo raztegljive lojtre, se pravi na južno stran objekta, stikalne raztegljive lojtre, pa pač čim prej izvesti, pa rešiti učence, pa iti v samo gašenje požara. Kar se tiče dela na lestvi, na naslednjih vajah oziroma na izobraževanju bomo to delo še bolj utrdili, čeprav kakšnih hudih problemov ni bilo. Edino tle je mogoče še, kar se tiče prezračevanja, objekt smo začeli prezračevati, bom rekel, bolj proti koncu intervencije. Dejansko bi ga takoj, zdaj, če bi bil požar, bi bile hitro kakšne odprtine, takoj, ko bi naredili odprtine, bi tudi pač zahtevali samo prezračevanje objekta, jasno, da bi se izboljšali vidljivost in pa lažje napredovanje in pa lažje reševanje morebitnih samih ponesrečenih. Kar se tiče dela enot prve pomoči, na južnem delu je bilo to delo oziroma je bilo mesto za, če temu tako lahko rečemo, poškodovanje dobro organizirano, se pravi, poškodovance smo umaknili iz samega prizorišča. Dali smo jih na varno, moramo vedeti, da ekipe prve pomoči nimajo gasilskih čelad pa rokavic, se pravi, da jih je treba nekam na varno mesto umakniti in naloga gasilcev je, da pač ponesrečene do tam spravimo. To tle na, se pravi, na vzhodnem pa severnem delu smo imeli ekipe prve pomoči, ki so delale dobesedno pred vhodom v prostore. To realno najbrž bi nam že dim preprečil oziroma sam tisti, bom rekel, tok gasilcev, ki bi prehajal v prostor pa izhajal v prostora, ne bi mogoče. Tako da mogoče za naprej, za načrtovanje, če triažnega prostora, če temu tako lahko rečemo, prostora za oskrbovanje ponesrečenih, bi mogoče naredili drugače pa jaz mislim, da, kot sem že v začetku rekel, da vaja korektno izvedena, tudi izpeljana, jaz verjamem, da dodatnih poškodb v realni situaciji ne bi bilo. Hvala vsem za sodelovanje, hvala vodni šole tem, da ste nas prijeli, da smo vajo lahko izvedeli, z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala tovarišu Gasilske zveze. Prosim še gospodin Natik, pa ne boš ogenel, da povem par besed. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Ena velika zahvala, da smo to organizirali, seveda tudi izpeljali, ker se tudi mi iz tega naučimo, kako recimo v primerih, pa Bog ne daj, da bi res v realnem življenju prišlo do kaj takega, ampak kljub vsem se mi zdi ne samo to, da recimo hipotetično en tak dogodek predstavimo, je to tudi obenem en zgled in nekako širite navdušenje za to vaše prostovoljno delo, ki ga globoko cenim. Torej, to je nekaj, kar delo, ki ga upravljate prostovoljno, na tak način, s takim žarom, s tolikimi urami, vašim prispevkom, se ne da zmerati z ničem. In vi ste že vzgled tudi za naše otroke, vaše delo, vaše prostovoljstvo in vsaka taka vaja seveda tudi rojeva nove prostovoljce za nove čase. Tako da hvala vam lepa, hvala za vaš prispevek tudi sicer v družbi in upam, da boste s svojim delom pogumno nadaljevali in čim manj resničnih situacij. Hvala. Še predsednika našega društva, Andreja Lučarja, če povedi kakšno besedo. Zdaj ni več kaj povedati, hvala lepa vsem, ki ste se udeležili te vaje. Res malo drugačen čas je, kot smo navajeni. Hvala lepa v osnovni šoli, ravnateljci, kar vsi čakate
Vidimo se čez 15-20 minut v gasilskem domu. Pomoč. Predstavnik gasilske zveze. Spoštovani tovariši gasilci, v imenu Gasilske zveze Domžale bi se vam tudi jaz, kakor v svojem imenu, rad zahvalil za udeležbo na današnji vaji, ki je bila sicer prikaz, kako je treba tudi, če pride do realnega dogodka, ukrepati. Istočasno bi se zahvalil vodstvu šole, gospej ravnateljici, da je pač sporazumno privolila v to, da se je ta vaja odvila tako, kot se je. Hvala vam na pomoč. Jaz se še enkrat zahvalil vodstvu osnovne šole, ravnateljici, zahvalil se vsem gasilcem. Zdaj smo povabljeni, ste povabljeni v naš gasilni dom na Homc, na malico, parkirali boste pri podjetju Milax, pri stari šoli na Homcu. Za CPV Domžale bi prosil, da se čim prej usmerijo gor, pa da tako dobijo malico, ki se jim tudi madi naprej gredo v službo, tako da vi lahko tudi v bližini gasilskega doma najdete kakšen primeren prostor, pa se vidimo gor, tako da vse, hvala vam na vsem skrb. Mirno! Pozdrav! Prosto! Hey,